Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo odšli v leto 1950 in sicer 27. junija, ko je veliki vodja Kim Il-sung napovedal vojno Južni Koreji. Preden pa gremo v video, bi prosil, če moj kanal priporočite vsakomur, ki ga zanima zgodovina, in da tisti, ki niste naročeni, se naročite za še več vsebin in da dosežemo 500 in nato 1000 naročnikov. Leta 1945, 6. in 9. avgusta, ko so Američani odvrgli 2 atomski bombi in kasneje kot 13. septembra Japonska kapitulira in se preda, veliko držav, ki so bile pod Japonsko, prvič postane svobodnih, med njimi tudi Koreja, ki je bila kar 35 let pod japonsko okupacijo. Japonci so delali s Korejci kakor se psi in zgolaznijo. Tretirali so jih kakor življenjske oblike, ki so ustvarjene, da služijo Japoncem. Prisilno so morali delati v japonskih tovarnah ali pa so bili poslani na medicinske eksperimente, recimo k enoti 731, o katerih lahko kaj več izveste v mojih preteklih videoposnetkih. Hujši kot nacisti. Skratka, Korejci so sedaj prvič svobodni po 35 letih, ampak ta svoboda ni trajala dolgo. Namreč, po drugi svetovni vojni se je svet razdelil na 2 bloka, vzhodni in zahodni blok. In seveda, oba bloka sta morala oznaniti svoje ideje v Koreji. Sovjeti so konec poletja 1945 naredili še zadnjo veliko ofenzivo na Kitajskem, da so pregnali Japonce. In nato so vkorakali v Korejo, v kateri so bili veliko prej kot Američani. Američani so dali predlog, da Korejo razdelijo na 2 dela, na ameriškega in sovjetskega, po 38. usporedniku. To je bilo Stalinu všeč, saj bo s tem dobil več zemlja v Evropi. Korejo so Američani razdelili v manj kot pol ure. Na jugu so na oblast postavili Syngman Rhea, ki pa večino življenja ni živel v Koreji, ampak se je šolal v ZDA in znal je angleško, medtem ko so na oblast postavili Kim Il-sunga, partizana v korejski vojski, ki se je boril proti Japoncem in je znal rusko, ni pa bil dobro izobražen. Kim Il-sung pa kasneje tudi postane veliki vodja Severne Koreje, kateri vnuk vlada še danes. Skratka, južnokorejski voditelj ni bil ravno priljubljen pri ljudeh. Prav tako pa je bil zelo nasilen in nič kaj dober državnik. Na tisoče levo usmerjenih državljanov je obsodil na smrt ali na izgon. Medtem ko je bil Kim Il-sung dejansko priljubljen, namreč znal govoriti z množicam, ustvaril državo z velikim nacionalizmom in trdil je, da se morata Koreji združiti. Seveda pa je tudi naš severni diktator ljudi veselo pošiljal v taborišča. Leta 1950 je Kim Il-sung ukazal napad na Južno Korejo. Z več kot 75,000 vojaki je napadel Južno Korejo in šlo jim je dejansko odlično. V nekaj dnevih so zavzeli glavno mesto Južne Koreje, Seul, in ogromno Korejcev je prestopilo na stran Severne Koreje. Napad je bil tako bliskovit in močan, da so sovjetski tanki T-34 dobesedno zgazili južnokorejsko obrambo. Južni Korejci, zaradi tega, ker so jih Američani leta 1949 zapustili, niso imeli dobre opreme. Ker pa so se Američani ustrašili, da se bo komunizem širil kakor kuga, so se odločili za posredovanje. Vendar to je pomenilo, da se lahko začne 3. svetovna vojna, zato se niso smeli aktivno vplesti. Posredovanje v Koreji so Američani temu pravili policijsko posredovanje ali posebna operacija. Zato so Sovjetom rekli, da bodo posredovali, vendar ne bodo vojaško posredovali. Sovjetom je bil ta predlog čisto v redu, vendar so rekli, da ne smejo streljati na Ruse. Američani so poslali enote v Korejo, kjer pa so se hudo borili, vendar brez večjih učinkov. Šele ko je povelje prevzel MacArthur in so se Američani izkrcali na zahodni obali korejskega polotoka, jim je šlo bolje, saj so severnokorejsko vojsko napadli od zadaj in iz boka. To je povzročilo hude posledice severnokorejske vojski. Hitro so se morali umikati. Američani so jih pregnali skoraj do kitajske meje. Vendar je Kim Il-sung v rokah skrival še enega asa. Namreč, preden je napadel Južno Korejo, je za blagoslov prosil Stalina in Maota. Ta pa sta mu rekla:
da če bo v težavah, bosta svoje ljudi poslala v napad. Mao je v Korejo poslal na tisoče vojakov, ki so napadli po noči. Američani, ki so zmrzovali na -40 stopinjah, niso mogli verjeti, da jih je napadlo skorajda milijon Kitajcev. Rusi, Kitajci in Severnokorejci so potisnili Američane in Južnokorejce vse do 38. vzporednika. MacArthur pa je na neki točki celo dobil idejo, da bi morale ZDA Severni Koreji napovedati vojno in uporabiti več kot 30 atomskih bomb na meji med Severno Korejo in Kitajsko. Tako bi naredili obrambni radioaktivni pas, ki naj bi zdržal 90 let. Prav tako pa je hotel Kitajsko, predvsem Mandžurijo, zbombardirati z jedrskim orožjem. Idejo so na srečo zavrnili, saj je tudi Sovjetska zveza takrat dobila jedrsko orožje. Po koncu vojne na Korejskem polotoku je bilo uničenih 85% vseh zgradb. Američani so na Korejski polotok odvrgli več bomb, kakor na celo Evropo skupaj med drugo svetovno vojno. Severna Koreja in Južna Koreja se še danes delita na sever in jug. Na severu vlada komunizem in na jugu vlada ameriška demokracija. Veliko ljudi se trudi, da ne bi prišlo do spopadov med severom in jugom. Celo ameriški predsednik Donald Trump je kot prvi predsednik ZDA obiskal Severno Korejo in njihovega voditelja, da bi omejil napetosti. Severna Koreja ima danes jedrske konice, ki pa lahko dosežejo ZDA. In prav zaradi tega je Severna Koreja tako nevarna država. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.